Božič, tako mila in nežna beseda, ko jo slišim, mi zadiši po smoli, ki je še sveža na steblo postavljene smreke ob tabernaklju. Hribovska cerkvica je majhna in skromna in svetniki na oltarjih so skoraj prepereli. Za Božič pa je cerkvica tako slovesna in nebeško lepa. Zdi se mi, da so ministranti in srednješolci prenesli v cerkvico pol gozda. Listje se ni hotelo ločiti od resic mahu in tanke, suhe vejice nagajivo štrlijo iz zelene podlage, na katero so postavljeni pastirji, ki gledajo proti votlini rojstva. Ovčke na pašnih planjavah se ne zdijo nič manj razigrane kot otroci pred jaslicami. Pred oltarjem stoji mogočen štor, iz katerega raste dvometrski brin. Na njem so zelene lučke. Razsvetljeni brin se spenja proti stropu, da ljudem pokaže smer, od koder prihaja zveličar. Govori se, da so nekoč pred tem štoru bili človeka, ampak mladi so štor vseeno iz gozda prenesli v cerkvico. Pravijo, da bo dober za hlevček, kajti rojstvo življenja premaguje smrt. Močne in zdrave smrečice so postavili vsak kot cerkve. Smrečica je na spovednici, smrečice so na koru, cerkvica je za polnočnico razsvetljena samo od lučk na smrečicah. Tako lepo diši po gozdu in tako zelo po nebesih. Gozd in cerkvica sta to sveto noč sklenila zavezništvo. Oba sta velikodušna gostitelja novorojenčka. Gledam to sveto družino v votlini, Marija mlada in lepa, Jožef nekoliko starejši, vendar ljubeč in skrben. Dete pa steguje ročice proti meni. Ampak nekaj cvili, pa ne dete. Miške si iščejo mesto nekje pod mahom. Tam jim je toplo. Stopim iz cerkvice, zunaj je mrzlo, da so lučke na smrečicah ugasnile. Rahlo naletava suhi sneg. Noč je jasna in vidi se daleč. Po hribih se vijejo ognjene kače. Ljudje z baklami prehajajo k polnočnici, poznam jih, rad jih imam. Tako sem Božič praznoval v moji nekdanji ljubljeni župniji Zabukovju pri Sevnici davnega leta 1998. Življenje je mnogokrat teže, kakor je mogoče v besedah izraziti. Človek je zelo krhka stvar, zato moramo biti do drugih prizanesljivi. Včasih pa moramo prizanašati tudi sebi. Prizanašati samemu sebi se pa pravi biti v svojih očeh majhen, pomoči potreben. Tako je zapisal božji služabnik, nekdanji odranski župnik monsignor Lojze Kozar starejši v svojej knjigi Pajkova mreža. Dragi prijatelji, Božič je človeško rojstvo besede vsemogočnega Boga, ki se je v davnini oglasila v betlehemskem hlevu. Tudi večna beseda je takrat zajokala. Da mi ne bi preslišali jokanja nerojenih ali pa komaj rojenih otrok, ki se borijo za svoje življenje. Večna beseda je takrat zajokala, da bi se mi zdrznili ob jokanju vseh malih, ki so jim vzeli očeta in mamo. Večna beseda je takrat zajokala, da bi se mi omehčali za usmiljenje.
Večna beseda je takrat zajokala, da bi hoteli spreobrnenja in sprave. Večna beseda je takrat zajokala, da bi mi zasramovanim brisali solze in jim varovali poštenje. Večna beseda je takrat zajokala, ker mogoče mi premalo jokamo. Ob koncu časov pa večna beseda ne bo zajokala. Jokali bodo tisti na levici, ki niso hoteli slišati, kako je večna beseda takrat v Betlehemu zajokala. Vse, kar se dogaja med nami in z nami na Božič, ohranjajmo in premišljujmo. Leto 2016 ne prihaja med nas kot odtekanje časa v neko negotovost in strah. Tudi novo leto prihaja kot blagoslov iz nebes. Bog nam prenaša svoje varovanje, svojo naklonjenost in pa svoj mir. Bog je z nami vsemi. Božja mati Marija na vse veke ostaja tudi naša mati. Blagoslovljen in miren naj vam bo Božič ter milosti polno in varno leto 2016.